Hello in lep pozdrav vsem. Tale video, by the way, je win-win. To ne pomeni, da ne bo petkovega videa in da ne bo true crime, to pomeni, da je to bonus video, ker govorimo na nek način predvsem o manifestaciji, o osebni rasti, o financah občasno bomo govorili, yes. Tako da ta video je za vas izključen plus, ne pomeni, da ne bo true crime. In ker se je začelo novo leto, smo tako v začetku januarja, je primerno, da govorimo o tem, kako sebe upgradati v letu 2025, da boš najboljša verzija sebe. Basically bomo šli po preizkušenih korakih, ki jih je vaša alien mama že preizkuša recimo že več let, in zaradi tega se mi življenje neprimerno izboljšalo. Nimam besed za to, koliko se je moj life izboljšal, in sem se potrudila vam danes to strniti v 3 glavne stvari. Prvič, vizualizacija. To vam vzame ekstremno malo časa, tako da besedno 5 minut zvečer. Ali pa manj. Zato, ker je tale učenjak Neville Goddard dolga leta nazaj predstavil vizualizacijo in je poimenoval SATS oziroma State Akin to Sleep. Čisto na hitro povedano to pomeni, da ti pred spanjem, ko že majčkeno driftaš v spanj, dobesedno kaj najlažje majčkeno odplavati in itak boš v mislih odplaval, samo da ne pustiš v tem primeru tvojim mislim, da grejo pač kamorkoli se spomnejo ali pa da overthinkaš, ampak jih zavestno usmeriš s svojo domišljijo in si dobesedno predstavljaš svojo popolno verzijo, pa ne rabiš še cel life narisati, ne rabiš niti poti do tja si narisati, dobesedno samo en loop si predvajaj v glavi znova in znova. Zame osebno je dobesedno samo moment, ko se pripeljem pred hišo oziroma stanovanje best friendice v mojem idealnem avtu, ampak pomembno je to, kako se takrat počutim. Pomembno je, da si to vizualiziraš, ampak še bolj pomembno je, da se zraven občutiš to, kar bi občutil v tej dejanski situaciji. Torej, zame to pomeni, da imam veliko denarja na banki, veliko več kot zdaj. To pomeni, da grem vesela do prijateljice, še vedno smo v stiku s to najboljšo prijateljico, vsi smo happy, imam itak sanjski avto in sporočiti grem neke dobre novice. To je recimo moj loop. Ti si predstavljaj svoj loop in to je to. In glej, kako se tvoj life spreminja. Druga točka, ujam svoje negativne misli, ker ti čist nič dobrega ne dajo, samo spodbujajo te, da si negativen in tečen in smotan in pademo v ta cikel, ker si pa tečen do drugih in do šefa in do sodelavcev in tvoj level life pada, ne raste, s tem samo pada. Zelo lahko je biti nam ljudem ujeti v negativnih mislih, ampak s tem sam se mjavo kopleš. En tipičen primer, kako jaz doživljam svet, recimo, da sem na cesti in me nekdo izsil in namesto da bi jaz in znorela in bila zaradi tega 3 ure jezna ali pa 2 ure ali pa 5 minut, takoj pomislim, ojoj, ziher je zdajle na bluetoothu svojemu šefu, ki mu tako zelo mori, jaz sem pa tako hvaležna, da nimam te težke situacije, kakor jo ima on. Ali pa kaj se, mogoče ima nosečo ženo in se ima mudi v bolnišnico, ker by the way, jaz sem bila otrok oziroma ko sem bila rojena tisti dan, da se dejansko policaj ustavil, ker je tukaj vozil, tako da vse je možno, ampak sebi narediš uslugo s tem, da ostaviš negativne misli in misliš nekaj dobrega. Isto velja za druženje z ljudmi, ki so čustveni vampirji. Vsak ima v življenju kakšnega, ali v službi ali celo tvoj friend, tvoj best friend, v družini. Če se jim ne moreš v celoti izogniti ali pa jih odrezati od življenja, je vsaj probi čim bolj, kolikor se da, ignorirati, odrezati oziroma ščititi svojo energijo. Se rečeš, to je moj bubble energije, ti mi nič ne moreš, se ščitim, vem, da si tam, vem, da govoriš, ampak me ne gane. Torej, to je to drugo načelo, ekstremno pomembno. Tvoje misli ustvarjajo tvojo realnost. Če boš pozitivno mislil, jaz obljubim, da bo tvoj life pozitiven. Obljubim. In še tretjič, ko pride do manifestacije, piš sam svoja pravila. Ti ustvarjaš svojo realnost, ti ustvarjaš svoje misli, ti sam veš, kdaj srce zagovori. In če nekje piše, da moraš, ne vem, si nujno pisati v dnevnik, mogoče to zate ne velja. Mogoče zate bolj, da si afirmacije posnamaš tako, sam sebe posnem v telefon in se jih predvajaj v loopu, ne vem, preden greš spat, ali pa zjutraj, ko se zbujaš, ali pa sredi dneva, ob kavi, I don't know. Sam zase najdi vrsto manifestacije, ki deluje zate. Primer, meni če zmanjka časa zjutraj, da si napišem tistih 10 stavkov, ki me gor držijo. Recimo v avtu si predvajam na Spotifyju, tukaj zraven bom dala screen record, kaj si jaz predvajam. Bom spodaj dala link, če se spomnim, v glavnem tale mene res na hypa, bolj so take denarne, zdaj če hočete kaj bolj z ljubeznijo ali pa karkoli drugega, srečo zdravjem, si pač predvajajte ene druge. In se počutim ti zanj tako dvigneno in dan je boljši in vse mi gre bolj po planu in polna sem elana in energije za life. Pa da v bistvu kar lepo na primeru pokažem, kako jaz manifestiram. Evo, jaz imam tole kar na takmu e-bralniku, Books je to zadnja serija, zadnja verzija. Evo, to je moja današnja manifestacija, pa če gremo tako sam nazaj, seveda vsak dan zjutraj jaz tole lepo kracam. Sam tukaj dam new page, tole je drugače, res satisfying, čak.
In pa še zadnja stvar, ki ni točka, je pa ekstremno pomembno, keep yourself in check. Nič v življenju ne dosežeš, če sam sebe ne preverjaš, ne gledaš, kaj delaš, ne gledaš pičkam pod prste, ker najlažje jamrati, nič mi ni uspelo, samo drugim lahko uspe. In z zavistjo gledaš ljudi, ki jim nekaj uspeva in hate komentarje puščaš namesto, da bi dejansko tiščo zapravo, da sebe buildaš, da bereš knjige o manifestaciji, o biznisu, o ljudeh, ki so dejansko uspeli, če te to hype bere o milijarderjih, o milijonarjih. Ti si sam mojster svojega časa, ti ga upravljaš in ti z njim narediš karkoli želiš. In tudi ti si kriv, če si ta čas slabo zapravil in za negativne misli. Naš dragi moji, jaz sem obljubam, če sem tokrat in boš te 3 točke delal, se ti bo life izboljšal. To je moja obljuba vam, če ne bo šlo po planu, obljubljam vračilo denarja v 30 dneh. Haha. V glavnem komentirajte, če ste to probali, kako vam je šlo, pridite nazaj na ta video, če komu pomagal. Radi se imejte, to je zelo pomembno. Spodaj komentirajte, v kateri stvari naslednjič govorim, ali pa da vam ni jasno, ali pa da hočete več informacij, ali pa da hočete neko pomoč in jo boste dobili. Zakaj pa radi se imejte, pridni bote, aj čau!